Jan Pančur in Pustna gobokalipsa je totalno domišljijsko odštekan mladinski roman. Tudi v drugem delu trilogije se Jan Pančur bori proti zlobni znanstvenici Amaliji Pelinšek, ki grozi z uničenjem vesolja. Bosta zmagala pogum in dobrota ali bo prevladala zloba? Bereta Ivona in Maruša. Tole je resnično zgodba za čisto vsakega bralca. V njej najdete poblaznelo znanstvenico, pa nore gobe, pa vesoljskega kuščarja in najbolj pomembno prijaznega Jana. Ivona, kaj se je pa tebi zdelo v tem delu mojsterskega? Všeč mi je, kako pisatelj prehaja med časi, pove nekaj, kar se je zgodilo v sedanjosti, se vrne v preteklost, kronološko pove nazaj do sedanjosti in potem dobesedno poglavje še enkrat ponovi. In tudi zgodbo predstavi z dveh kotov, vedno isti dogodek z gledišča Jana in z gledišča Amalije Pelinšek. To je dobro tudi za življenje, da bi kdaj znali pogledati zgodbo iz strani drugega, tistega, ki jo z njim doživimo. Veš, kaj je bilo meni tudi všeč? Imena v tem delu. V resnici imajo imena pomene, naprimer Nuška, Ritoliznik in podobno. Me pa zanima, kaj bi pomenilo Jan Pančur. Dejansko na prvi pogled nima nobenega zelo očitnega pomena. A veš, da sem se tudi jaz spraševala. V bistvu pojma nimam. Včasih je pa dobro, da je tudi nekaj izmišljeno, pa da ne znamo razložiti. A nam zaupaš še kakšno dobro ime? Naprimer Krizantema Otožnik. Tako. To je razredničarka, ki je v resnici tudi kuščarka. Pa Srednji ajmo. To je njen oče. Ja. Pa Nejc Zguba, sošolec, ki ga je nadlegoval. Mislim, da je avtor dela Kristjan Musek želel sporočiti še mnogo več skozi značajske lastnosti, pa tudi skozi imena teh junakov. Zato ga to tudi sedaj sprašujem. Ja, glavno sporočilo knjige je pravzaprav to, da je pogum nekaj dobrega, da tudi če je človeka včasih strah, pa da najde korajžo, premaga svoj strah, lahko premaga še tako strašne ovire ali pa še tako strašne izzive. Drugo pomembno sporočilo se mi zdi to, da je pomembno znati sodelovati, da je tovarištvo pomembna stvar in da včasih s skupnimi močmi zmoremo več, kot bi vsak sam. Hvala lepa, Kristjan. Ivona, to delo je tudi polno ilustracij, narisal jih je Jure Engelsberger. Se ti zdi, da dobro dopolnijo to zabavno zgodbo? Mislim, da ja, so zelo napisane po zgodbi in naredijo knjigo še privlačnejšo. Se strinjava, da je tole ena taka slovenska Harry Potter različica? Lahko bi bila. Wow. Zelo lepe besede. Upam, da jo tako kot Harryja Potterja spremenijo, recimo, v kakšen dober film. Še predtem pa vprašanje, dragi tekmovalci. V knjigi je pogosto menjavanje zornih kotov. Bodi si, kako na neko zadevo gleda glavni junak Jan, bodi si njegova nasprotnica Amalija. Zakaj je pogled z različnih zornih kotov pomemben? A. Tako bolje razumemo dejanja junakov. B. Pogled v notranji svet lika nas še bolj poveže z njim. C. Ker to zaplete zgodbo in jo tako naredi boljšo. Ali D. Tako je zgodba bolje pojasnjena in jo lažje spremljamo. Ekipi tokrat nista bili usklajeni, vijoličasti menijo, da je pravilen odgovor A, rumeni pa B. Gledanje z različnih zornih kotov je pomembno, ker imamo tako širši pregled nad tem, kaj se dogaja in zgodbo bolje razumemo. Pravilen je torej odgovor D. Ja. Amalija Pelinšek je tokrat zmagala in odnesla točke našim tekmovalcem. Nič hudega.